No, do včeraj je na naših cestah umrlo 74 ljudi, kar je občutno manj kot v enakem obdobju lani. Pri vzrokih nesreč pa še vedno prevladuje ta hitrost, stran oziroma smer vožnje. Za še nekaj komentarjev je z nami Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot, ki od leta 2007 združuje tiste, ki so jih prizadele posledice prometnih nesreč in si prizadeva za to, da bi bilo umrlih in poškodovanih čim manj. Lepo pozdravljeni, gospod Štaba. Dober večer želim. Kako komentirate uvrstitev Slovenije med najvarnejše države na področju prometne varnosti otrok? Smo lahko zadovoljni in čemu pripisujete to spodbudno ugotovitev? Ja, zagotovo gre pri tem delu za eno tako sistematično, večdesetletno delo vseh vzgojiteljev, učiteljev, konec koncev politikov, županov, ki se nekako trudijo Slovenijo pripeljati med tiste najbolj varne države in dovolj senzibilizirati slovensko javnost, da smo pri otrocih zelo občutljivi, kar seveda dokazuje tudi ti rezultati, ki so spodbudni. Predvsem pa je to dokaz, da vizija nič lahko obstaja in če jo znamo uresničiti pri najmlajših, je seveda velik izziv, da to udejanjimo tudi pri drugih udeležencih v cestnem prometu. No, kako se vam pa zdi, da so ozaveščeni starši, ko gre za varnost otrok, recimo v prometu, in kako otroci? So dojemljivi za navodila, ki se jih dotaknejo? Naši moderatorji izvajajo veliko programov po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in tisto, kar ugotavljamo v zadnjem obdobju, je, da v šolah dobijo relativno veliko vsebin. Vrzel pa nastane takrat, kadar strani učiteljev dobijo neko informacijo, pa ne dobijo te potrditve doma, torej za vzgledom staršev, in tukaj je potrebno še veliko narediti. Če se greva malo na pešce, se ti zavedajo svoje ranljivosti v prometu. Kakšne so vaše izkušnje? Glede na to, da je alkohol zelo prisoten pri pešcih in potem tudi največkrat v simbiozi z najhujše prometne nesreče, je potrebno na tem delu v naši državi še veliko narediti, tako da bi jaz med tiste vzroke zelo jasno pripisal tudi alkohol in prepovedane droge. Promet je čedalje bolj motoriziran, ali s tem skupaj raste tudi ozaveščenost, previdnost? Se morda spreminjajo navade ravnanja voznikov? V katero smer? Sam ocenjujem, da za območji umirjenega prometa nekako počasi dvigujemo kulturo in nivo tudi odnosa do najšibkejših, se pravi otrok, invalidov, starejših in seveda pešcev. In to je potrebno pozdraviti in konec koncev bo tudi konec nekega obdobja, ko imajo avtomobili največjo prednost pred vsemi. To mora biti preteklost. Kaj pa globe po vaših izkušnjah učinkujejo zadostno? Sam sem zagovornik povišanja verjetnosti, da te zalotijo pri prekršku, kadar nekaj storiš, in manj za višino globe. Torej v Sloveniji nedvomno moramo povečati in opolnomočiti prisotnost policije oziroma IT tehnologije, tako kot je v zahodnoevropskih državah, kjer te zelo hitro zalotijo, ko nekaj narediš, in tudi ustrezno sankcionirajo. Z vsemi številkami in podatki, statistikami so pretresljive zgodbe. To vi zelo dobro poznate. Srečujete se z izgubami, žalovanjem, sprejemanjem invalidnosti, poškodb. Kako pravzaprav pomagate ljudem? No, po 15 letih, s tem, da so v zahodni Evropi take organizacije stare 60 ali 90 let, smo tudi mi že dobili dovolj izkušenj, na žalost, iz, tako kot ste že rekla, tragičnih zgodb številnih družin. Imamo 3 klinične psihologinje, ki se profesionalno ukvarjajo s psihološko podporo žrtvam prometnih nesreč, tudi skupine. Nenazadnje pa, bom rekel, skozi druženje smo jim v oporo za to, da te tragične trenutke preživijo, se toliko opolnomočijo, da grejo potem jutri po jutrišnjem lahko v vsakdanje življenje, vendar je to proces, je dolgotrajen proces in je zelo težko. Če sva začela z zelo optimističnimi statistikami glede varnosti otrok na naših cestah, pa vendar Slovenija v prometni varnosti nima tako ugodnega položaja, drži? Tako kot je ocena za otroke zelo optimistična, in na drugi strani nadaljevanje poročila pokazalo, da Slovenija sodi med manj varne evropske
države in naša želja, po moje vseh, bi morala biti, da za ostale udeležence v cestnem prometu najdemo načine, ukrepe in aktivnosti, da se pridružimo tej skupini otrok. Namreč največkrat politiki zelo hitro dvignejo roko za številne aktivnosti za mlade, vendar, ko so pa te aktivnosti vezane na nas, predvsem tle mislim na alkohol, prepovedane droge in hitrost, pa te rokice ustanejo bolj spodaj. Jaz bi si želel, da smo pogumni in tudi na tem področju naredimo tiste potrebne korake. Kaj pa mladi in alkohol za volanom? Je to še vedno problematika, s katero se srečujete, ali se tudi tukaj stvari spreminjajo na boljše? No, to je izrazit dokaz, da ko sodeluje recimo Ministrstvo za zdravje, policija, nevladne organizacije in številni druge organizacije, kaj se da pri mladih narediti na področju alkohola, in danes je izziv moje generacije, se pravi ljudje stari 50 in več, ki nismo šli skozi take izobraževalne procese, nismo imeli toliko zakonskih priložnosti in možnosti, kot je recimo trening varne vožnje in dodatna izobraževanja. To danes mladi imajo in kot vidite, primer dobre prakse je, da eden ne pije, grejo ven, žurirajo, tako kot smo mi vsi, vendar se varno vrnejo domov. Moja generacija se še tega ni naučila. In to je zelo spodbudno za mlade, še pa daleč nas čaka pot do vizije nič. Kdaj bomo tam, tudi Slovenci? Dobro, zdaj Evropa ima nekako cilj prepolovitev do 2030 števila umrlih in poškodovanih ter udejanjanje vizije nič 2050. Sam bi si želel, da 2-milijonski narod stopi skupaj in mi postanemo vzor vsem drugim najboljšim državam Evropske unije. Mislim, da znanje imamo, voljo, samo še strpnost in cilj naj bosta z roko v roki. Gospod Štaba, najlepša hvala in uspešno delo. Hvala tudi vam.